V Centru za starejše Metulj Slovenska Bistrica je pretekli torek potekala predstavitev dolgotrajne oskrbe. Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe je v slovenskem prostoru razmeroma nova in pri številnih posameznikih odpira vprašanje glede pravic, postopkov in možnosti uveljavljanja storitev v praksi. Na dogodku je predavala Veronika Perc, ki je zaposlena v programu Kalmana v vstopni točki za dolgotrajno oskrbo na Centru za socialno delo Maribor. Strokovna sodelavka je uvodoma povedala, kakšen je postopek uveljavljanja pravice do dolgotrajne oskrbe. Vlogo se da na Centru za socialno delo, lahko jo dodate, lahko tudi na vaše enoti, to ni treba pošiljati ali nositi v Maribor. Vse enote Centrov za socialno delo sprejemajo vloge. Vlogo lahko date tudi po mailu, lahko jo po pošti pošljete ali pa osebno prinesete. Potem, ko pridete na vrsto, to je zdaj žalostna novica, zasuti smo z vlogami in do decembra smo rešili avgustovske vloge. Tako da zdaj rešujemo septembrske. Obljubljene imamo dodatne zaposlitve, tako da jaz mislim pa za eno boljšo organizacijo, da bo do poletja zadeve stekle, da bomo prišli na tekoče. Se naša zaposlena, ki ima licenco za ocenjevalca, pri vas najavi na domu za ocenitev. To pomeni, da pride domov z enim vprašalnikom, traja približno 1 uro in vas izpraša vse možno, ampak nič neprijetnega. Od tega, če še sami kuhate, če greste sami v trgovino, če lahko sami po stopnicah hodite. Skratka, mi želimo ugotoviti, kje in na katerem področju življenja vi potrebujete pomoč. Veronika Perc je v nadaljevanju podrobneje predstavila pravice in storitve dolgotrajne oskrbe, med drugim tudi dolgotrajno oskrbo na domu. To je oblika pomoči, ki se izvaja, tako kot sem rekla, s pomočjo teh centrov za pomoč na domu, ki imajo zaposlene oskrbovalce, oskrbovalke. Na žalost jih imajo premalo in zdaj dobivamo informacije, da nikakor ne morejo naših izdanih odločb uresničiti. To pomeni, da vi lahko na mesto ur, recimo tu imam napisano, če ste razporejeni v prvo kategorijo, to je najnižja kategorija, vam pripada 20 ur na mesec te pomoči na domu,